v drugi roki zlati smeh. Skoraj že ponarodele besede naj bodo pozdrav vsem vam, ki ste prišli, da bi v Brežicah stkali skupne poti ob letošnjem mednarodnem dnevu gora. V knjižnici Brežice in Planinskem društvu Brežice smo se že tretje leto zapovrstjo odzvali na pobudo Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ki je koordinator izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji in pobudi Planinske zveze Slovenije ter v lokalni skupnosti pripravili kulturni dogodek. Tokrat bomo gore slavili na več načinov, s petjem, branjem in tudi pogovorom. Iniciativa Brati gore se je začela v praznovanju Mednarodnega dneva gora leta 2015. Osnovna ideja je bila spodbuditi dogodke, posvečene branju alpske literature na Mednarodni dan gora, za katerega so Združeni narodi razglasili 11. december. Festival Brati gore spodbuja praznovanje kulturne raznolikosti in podobnosti alpskih dežel, hkrati pa povezuje tudi gore in umetnost. Mi se bomo nocoj sprehodili po prelepi Gornjesavski dolini, kjer je Josip Fandot ob koncu Prve svetovne vojne začel ustvarjati svojo Kekčevo deželo. Zaradi naravnih lepot pravzaprav ni potreboval veliko domišljije, samo v pravem kraju je bil rojen. Svet Julijskih Alp, Karavank in okolica rodne Kranjske gore je bil zanj svet pravljic in resničnosti. Narava pa vselej njegova zvesta spremljevalka in učiteljica. Spoznali bomo prešernost, svetlo zaupanje v življenje, spoštovanje narave in navihano mladost sredi nje, ko smo temu pa dodali še Kekčeve ukane. Pozorno prisluhnimo, kako jo je ta sovo nekoč zagodel bradatemu bedancu. O, ne bo me zadržal bedanec pri sebi, že zato ne, ker ne more slišati veselega žvižganja in lepega petja. Ko pridem v njegovo kočo, pa iztuhtam vse, česar je treba. In ne boš mi branil bedanec, ko pride moj čas, ker niti tedni ne boš. Pa boš gledal, bedanec, strašno boš gledal, ko ti zagode Kekec svoj zadnjo pospočnico. Kekec se je na skrivaj posmejal in si pomel roke. S bedancem sta stopila v temen predor med dvema črnima vlažnima skalama. Kekec je domislil plašnih sov in čukov, ki navadno domujejo v takih krajih. Kar ustno je našobil in je pričel oponašati zateglim glasom sovino žalostno skovikanje. Pred njim je presunljivo zakričal bedanec in je skočil kakor nor naprej. Z obema rokama si je zatiskal ušesa in je bežal. Bežal, Kekec pa za njim. O, Kekcu se je zdelo vse to takokrat počasno, da ni mogel drugače, nego da je ponovil še strašnejšim glasom mrtvaško skovikanje. Bedanec je kar skakal in prevračal Kekca strani v stran, da je deček že mislil, da si razbije glavo ob skalo. Zato pa je tekel na vso moč za bedancem. Skozi predor je tekel in potem dalje po stezi, ki je držala med zadnjim skalovjem proti gozdu. Tedaj pa je bedanec obstal. Z roko si je otiral znoj s čela in je glasno sopel. Pa kaj mu je padlo v glavo, da se je tako prestrašil? Glej ga, kako se dihuje in gleda plažno nazaj predor. Kar poprašam ga, če mi pove, je prav, če ne, pa mi je tudi prav. In Kekec je stopil tik do bedanca, ki je bil naslonjen ob skalo. Vprašal ga je, prav lepo vprašal. Stric bedanec, pa zakaj ste se spašili? Zakaj ste dirali tako hudo in ste me premetavali kakor žogo? O, mislil sem, da nama je medved za petami, zato pa sem bežal tudi jaz, ker me je bilo strah, kakor vas. Pa mi povejte, stric bedanec, da bom vedel. Bedanec ga je gledal nekaj trenutkov molče. Potem pa je kar hipoma izpregovoril. Ni bil medved, Kekec, on ni bil medved.
Samo sova je bila, a sove se jaz bojim, tako zelo bojim. Ali nisi slišal predoru sove, ki se je oglasila strašnim glasom? Ali je nisi slišal, Kekec? O, seveda sem je slišal. Nemarno se je zadrla, da so tudi mene šesa zabolela. Tudi jaz ne moram slišati sovinega skovikanja. Pa kdo ga rad sliši? Kdo vas sprašal, stric Bedanec? Pa mi povete človeka, ki ima rad sobo. Čudno se je oglasila. Rajše slišim medvedovo rjovenje kot sovino skovikanje. Kaj misliš, Kekec? Ali je bil čuk? Ali je bila zares sova? No, čuk že ni tako strašen. A sova ti rečem, Kekec. Sove se bojim bolj kot medveda in risa in orla. Kaj ne, Kekec, da je bila sova? Stric Bedanec, čemu bi vam lagal? Samo sova je bila. Videl sem jo, na razpoki sedela in je gledala na vas. Smejala se je menda vam, ker ste se zbali in ste zbežali pred njo. Pa je še huje se skovikala, še huje se smejala, ker ste se zbali in ste bežali pred njo. O, jaz ne lažem, ampak govorim resnico, ker sem videl vse to na lastne oči. Le meni verjemite, stric Bedanec. Ho, da ni na svetu sov, teh preklicanih sov, pa bi lepo in mirno živel Bedanec na svetu. A sove mi delo je preglavico in jaz se jih bojim in se jih ne upam pognati iz naših gozdov. Zaradi tega mi je glava težka in po noči ne morem spati. Sove debeloglavke, oj sove prebite. da lepa pesem prebudi vse na svetu. Tudi sam lepo prepeva in igra na razne inštrumente. Sestrici Tikara in Jerica mu radi prisluhneta med igranjem na citre, skoraj pa si ga ne predstavljamo brez piščalke. V stiku z naravo se je naučil vsega, kar potrebuje za vsakdanje življenje. Predvsem pa je domiselen, bom zdravega čuta za šalo, priseben, šegav, razumen in tudi vzdržljiv fantič. Druži se s Kosobrinom, možicem, ki pravi, da za vsako bolezen rost zaraste.
Podnevi in ponoči pa se navdušuje nad prelepo naravo, ki ga obkroža. Večerilo se je tisti dan po tihem, širnem zagorskem svetu. Beli vrhovi na obe strani male pišence so zažareli v škrlatnem ognju, ki je svetil vse okrog. Svetil tudi vosko sotesko nad sabo. Zelena kosobrinova planotica je zažarela v takem ognju, da se je zdelo, kako bi bilo stopilo z neba nekaj čudovitega, krasnega, česar ne more pojmiti človeško srce. Kekec se je čudil, ko je stopil s kosobrinove koče in je videl okrog sebe tisto večerno zarjo. Pa se mu je zdelo, da živi vse okrog njega in diha. Diha skrivnostno in pritajeno. Tresle so se skale v onem čudnem svitu, njivice so se tresle in tudi grmovje se je treslo, kakor bi resnično živelo in prestopalo sem in tja. Hej, to pa je res čudno, da so zdaj to vašli pavlovci, pa bi resnično mislili, da planotica živi in si plesame cekine kot okrog. Nemara pa bi bilo celo strah in bi pobegnili. Mislili bi si, da sami škratje varajo in čarajo tot okrog. A škrato se boje, pavlovci, želeni škrato se boje, da beže in se kar kade za njimi. Pa ni škrato in tudi cekina ni nikjer. Sonce gre za gore, daleč gre nekam, kamor ne more nišče. In tudi kekec ne. Učencem z osnovne šole Bizeljsko in njihovima mentorjema, Barbari Zorko in Vilku Bureku, gre iskrena zahvala, da so nam svojimi prispevki predstavili Kekčev vsakdan. S tem zaključujemo prvi del današnjega druženja in prehajamo na drugega, za katerega smo napovedali pogovor s predsednikom Planinske zveze Slovenije, Bojanom Rotovnikom. A je že tako, da bolezen pride nepričakovano in nenapovedano. Tako predsednik prosi za razumevanje, ker ne more biti znan. Vsem vam pa pošilja planinski pozdrav. Večer bo kljub predsednikovi odsotnosti zvenel planinsko. Se je z nami podpredsednik Planinske zveze Slovenije, gospod Miro Eržen, ki ga zdaj skupaj z Mileno Jesenko vabim na oder. Dober večer vsem vam, spoštovane gospe in gospodje, in seveda prisrčna dobrodošlica vam, gospod Eržen. Dobrodošli med nami še enkrat. Naj kar povem, da je nastal majhen preplah, ko smo izvedeli, da ne bo predsednika, da ga je bolezen prikovala v posteljo.
Zato smo toliko bolj hvaležni, da ste vi tako hitro sprejeli prihod k nam, da ste prišli iz severo-zahodne Mojstrane v jugovzhodne Brežice. To je dokaz velike srčnosti in tovarištva, medsebojnega spoštovanja in empatije, pa tudi solidarnosti, ki je značilna za vas v predsedstvu Planinske zveze Slovenije in tudi sicer med planinci. Dober večer, tudi v mojem imenu in seveda lep pozdrav tudi, če ti ima tako reči, v imenu Planinske zveze Slovenije. Jaz se moram zahvaliti seveda za tole vabilo, da sem pač lahko danes tukaj pri vas. Veselen sem prišel. Tale galjiv uvod je pa tako, da imam kar malo smok v grlu, ne vem, če bom lahko kaj govoril, pa upam, da bom. Hvala lepo za prijetno. Hvala, mi vas pa tudi prosimo, da se zahvaljujemo predsedniku Vojanu Rotovniku za njegove pozdrave in ko se boste srečala, mu jih prenesite od nas vseh. Gospod Eržen, kot rečeno, prihajate iz Kekčevih krajev, pa začniva govor o tem. Je rekel gospod Dušan Čater v eni od izdaj Kekca takole. Kekčev svet je svet poštenosti in iskrenosti, svet prešernosti in svetlega zaupanja v življenje, svet poguma in vztrajnosti, svet ljubezni do narave, živali in ljudi. Kakšen pa je vaš Kekčev svet? Kakšen je vaš kekec? Je kaj kekca tudi v vas? Ja, pogledajte, jaz mislim, da v našem svetu je v vsakem človeku nekaj kekca. Seveda nekatere te lastnosti, ki jih poznamo pri kekcu, so izražene pri nekaterih bolj, nekaterih manj. Če zdaj gledam tistega kekca v sebi, bom rekel tako, mislim, da ne bo preveč venilo bahaškega, kar imam nekaj vztrajnosti, to sem nekako ugotovil, ker sem se s tistim Slovenskim planinskim muzejem 30 let ukvarjal. Poštenost je, mislim, da tudi tisto, kar mogoče je taka lepa lastnost, ki pa žal, da našem bi manj zaželjena, je nekaj odkriti srčnost, da poveš resnično tisto, kar misliš. S tem si ravno veliko prijateljev ne pridobiš večjim kakšnega sovražnika, če tem tako rečem, ampak tisti prijatelji, ki pa skozi to postanejo, so pa zelo dolgoletni, zvesti in tiste, ki tako poznamo, tam ni problema. Seveda je pa treba med življenje tudi malo poguma, malo tudi kakšne ukane, se veste kako je, ampak je bil pa kekec eno prednost, da je bil samo enega nasprotnika, to je bil bedanc, danes ni tako vidnih nasprotnikov, da velikih takih nevidnih, s katerim se moraš vsak dan po svoje ukvarjati na tak in drugačen način in v tem delu porabiš tistega kekca v sebi, da vse to nekako spravaš po streho. Bravo, tako je to slišati. Zanima me, ali se ljubezen do planin, do gora, do planinstva sploh s človekom rodi ali se privzgoji. Kako je to v vašem primeru? Ja, gledajte, pač rojen sem bil praktično pod Triglavom, tako da za vse te ljudi, ki so tam gor rojeni, rečemo se, sem bil gore položeno zibal. Seveda, nekateri potem to svojo nagnjenost ali pa to že predispozicijo razvijajo v smeri alpinizma ali kakšne drugi zadev. Nekateri jaz v to smer sicer nisem šel iz takih in drugačnih razlogov, ampak nedvomno je pa, da ko se skobacaš na svoje noge, že želiš na prvi koncerjet potem vedno više in više. Če imaš v sebi ljudi, ki to počnejo celo življenje ali kako že, potem seveda je skoraj normalno, da to potegne. Gora ni nora, nor je kdor gre gor, pravijo. Imate vi kakšen spomin na kakšen dogodek, ko bi si lahko tako rekli, kaj sem parino, kaj sem nor, da grem gor? Ja, tudi ta zadeva sega to mlada leta, to nekje kot 20 let, mislim, da sem bil star. Veste, takrat je obstajal ta triglavski turni smuk v taki, bom rekel, še zelo
v obliki vsako leto je bil to običaj, ljudje so šli v stanje Čovkoče in potem na Tjelce, zato smo smučali dol. In to je bilo tako lepo doživeti. Prvič smučarijat, smučal sem rad, drušno zvečer, to je bilo tako lepo stvar. In seveda, običajno smo hodili tako, v soboto zjutraj, potem gor, lepo popoldan, večer, nazaj, in jaz sem imel te dan, ne vem, kaj sem se nekaj ubiral, in ja, se kako tam nakon. Vse bo že povedal, je tako zvečer, in res, jaz popravam, jaz mora sem v krmo, drž je bil tako, kar ga je dol mogel in pridem v krmo, je začel snežiti, malo sem začela delati, sem rekel, sej poti ogažal, na to bom jaz mirne duše prišel gor, Ampak v tisti temi sneg je tako šel, da je kar še imel, tiste gazit, kar enkrat ni bilo več, prevočen sem bil do kože in spomnim se, da nisem več videl, kje hodim, Približno sem iskal smer proti čez Kalvarijo do Kridarce, na vse strani so že kar malo plazove se tako ne došli in potem je postavil strah, namreč, če si enkrat tako mokr do kože, hladno je bilo, tema je bila, ker sem zelo hitel, sem bil potem še utrujen in sem rekel, da bom pa tukaj se usedel in adijo domovina, zjutraj bo samo še en kupček tako ledno snegam obdelan. In potem še danes ne vem, tisto Kridarco sem pravzaprav, ne vem, kako se mi najdel, nisem najdel, če se zdaj če nekaj se mi najdel, bi ne bilo pošten. Trešil sem v tisto vračo, noter čist po in sem rekel, tole je pa bilo, Pregovorno velja, da nisi Slovenec, če ne razumiješ Triglava. Ta očak je postal res nekakšna božja pot Slovencev in v poletnih mesecih je gneča skoraj da že nepopisna. V Planinski zvezi Slovenije pogosto opozarjate, tako po radiju, po televiziji, povsod, kjer je možno, da naj se usmerimo še kam drugam, da v Sloveniji imamo tudi še druge gore, ne samo Julice. Kaj rečete, bo res treba postaviti semafor na Kridarci, kot se je nekdo pošalil? Pa še nekaj me zanima, kakšen je vaš odnos do takih akcij, kot je recimo 100 žensk na Triglav in podobno. Ja, resnično je vratil ta problem, ker mi moramo vedeti, da smo ta mit o Triglavu, na koncu tudi o temu zalednem Slovenci, ki mora biti v Triglavu, gojili dolga desetletja, pa rečemo skoraj celo stoletje. Tako daleč, da zdaj že v tujini, ko prideš v tujino, v Švico, v Nemčijo, sprašujejo, je res tako, da prvo smo vsak šok je na Triglav, In potem že tujce vleče, pa kaj za božjo voljo je ta Triglav, da bo vsak Slovenc tam goril, In smo mu naredili, če temu sodobno rečemo, tako promocijo, da seveda se zdaj čudimo, če vsi ljudje tam gor grejo, In imamo seveda zdaj problem, kako ljudi kar naenkrat od tega mita, od vsega tega, kar smo ustvarjali, jih preusmeriti nekam drugam. Jaz mislim, da bo prišlo do nekega zasičenja tudi. Če te danes gledaš, že malo se to reče, ne grem poletne Triglav, ker se ne splača hoditi, ker imaš obupan dren. Se pravi, po neki naravni poti bojo ljudje spoznali, seveda, treba je to zaveščati, ne smemo povečevati recimo koče in tako naprej, ampak mislim, da bo po neki naravni poti prišlo, da se bojo ljudje začeli usmeriti tudi druge predele, kajti na koncu sej ljudje mogoče res danes gledajo enkrat potem, zato da so na vrhu, potem pa pravijo, ne, zdaj bo pa hodil drugam, tisto svojo državljansko držbost se popravil, zdaj grem pa drugam. In vedno več ljudi še pravzaprav v hribih tudi malo več miru, malo več kot se mora srečati sam na sabo in v takih gužvi, da se to ne moreš. Tako da sem pripričan, da tukaj neki ukrepi bojo kvečem področili nasprotni način. Planinci smo pravzaprav neke vrste nomadi v poletnih mesecih, je tudi v naših gorah slišati številne jezike. Ali na Planinski zvezi Slovenije vodite morda kakšno evidenco, koliko je prihodov tujih planincev v naše hribe? Zaradi mi ste kar precej vema, medtem ko za vsakdanje planince. Poglejte, zdajle čisto tistih natančnih podatkov sicer nimamo, vemo pa nekaj, da v naših planinskih kočah že preko 40%, zdaj govorimo vsi visokovodjo, že preko 40% učitev ustvarjajo tujci. Tako da
Tujci postajajo vedno bolj pomemben del tega obiska. Zdaj pa, ste slišali zamične, da recimo ta Ronald Brenner sploh propagira obisk Julijskih Alp kot eno izmed 10 destinacij, ki jih je treba v naslednjem letu obiskati, in bomo imeli še ta obisk letu še večji. V široki razvejanosti in pestrosti planinske dejavnosti so tudi mednarodne povezave, med drugim tudi z Alpsko konvencijo, pobudnico prireditev Brati gore. V čem je nujnost, potreba po mednarodnem sodelovanju tudi na področju planinstva? Pa s katerimi državami sploh sodeluje Planinska zveza Slovenije? Ja, pogledajte, ta dogovor, ali kot rečemo, Alpska konvencija je nastala pravzaprav pred več kot 25 leti, iz neke potrebe, kajti Alpe so nekaj edinstvenega v tem evropskem delu, ne samo po svojem izgledu, po svoji geografiji, po vseh znamenitostih, so tudi, vedeti moramo, za mnoge države velik rezervoar vode. Zdaj, Slovenija seveda ima večkrat del Alp, na koncu vemo, da pri nas samo 3% alpskega prostora. In mi mogoče imamo to srečo, da imamo Triglavski narodni park, kot veliko zavarovano območje, niti ne vidimo, kaj se dogaja pravzaprav v Alpah. Če pa greste, tisti, ki hočete, mogoče se verjame, da planinci Brežic ste kar znani, da hodite okrog, če ste hodili po Švici, Franciji, če opazujete, kako ledeniki izginejo, kaj za njimi ostajajo, se poznate te izraze permafrost in pod kakšna velika turistična naselja so nastala v Padnicih, tam, ki so včasih ledeniki. To so pa take spremembe, da človeku resnično daje misliti tam s to zadevo gledamo. Tako da zdaj Planinska zveza Slovenije seveda sodeluje tudi kot ustanovna članica kluba alpskih držav, to so CAA, klub Alpe Alpen, država Alpskega loka, to se pravi od Slovenije do Lichtensteina. Zdaj, 14 dni nazaj je bila postavljena Evropska planinska zveza, namreč Bruselj je očital planinstvu, da nimajo reprezentativne zveze, ki bi zastopala celotno planinstvo v Evropi. Ker ta CAA so samo države Alpskega loka, zato je bila zastavljena Evropska planinska zveza in glavni namen je seveda, da bi nekako enoten sogovornik tej bruseljski administraciji in birokraciji, kajti, pogledajte, mi imamo ta problem, da tam, ko se sprejema direktive z področja turizma, te direktive veljajo enake za hotele v dolinah, kot za planinske koče in tako naprej, in to je včasih nemogoče v življenje spraviti. Zdaj, če imamo potem še kakšen inšpektora, ki hodi okrog, je nekam planinci, nečkem realno pogleda, poje sveče, če ne so pa problemi. Zdaj pa pojdiva še malo k vaši ljubezni, Slovenski planinski muzej. Tam ste bili tudi vodja, kar 5 let, če se ne motim. Pa mogoče bi povedali, od ideje do ustanovitve je trajalo kar veliko časa. Kje je mesto Slovenskega planinskega muzeja? Kako? A veste, kam se imajo pobude? V letu 1906. Takrat je imelo Slovensko planinsko društvo podružnico v Pragi, na Češkem, in to bo zelo aktivno podružnica. Nekako v 60-ih letih je bila ideja že, potem so bili razni prebliski, pa da bo to muzej, v Ljubljani, pa marsikje že. V 60-ih letih je bilo že skoraj prezdajce, da bo to na Jesenicah, ki v Jesenice se bo svoje čase ena zelo močna centrala in alpinizma in gorskega reševanja, in se zbirali to gradivo. Potem je ta ideja propadla in Jeseničani se zgubili vso voljo. No, tale možaka, ta Avgust Delavc je bil pa nas tudi dolgoletni predsednik in je pa to živce zazbiralo te gradivo. Potem je on, še nekaj se mislili, da se tak muzejski odbor ostavili pri našem društvu in hodili s tistim materialom, kar bo po razstavah in tako naprej. No in potem smo, jaz, ko sem prišel v društvu, me je takoj to nekako potegnil, ampak takrat sem bil jaz bolj po službeno obveznost, sem imel možnost kakšna finančna sredstva zrihtati.
Tako da sem potem se s tem ukvarjal, da sem leta 1984 Triglavsko muzejsko zbirko odprl, potem pa veste, kaj je 1984 do 2010 je pa zopet neko obdobje, da smo do tega muzeja prišli. Ampak če me ne vprašate to, kar ste rekli, zdaj, kje mu je mesto? Ne? Jaz mislim, da je tukaj ena velika odgovornost te, bom rekel, celotne slovenske planinske srenje, da bo nekako bedela na temu, da ta muzej ne bo preveč zašel pod vplive tistih, se veste danes, teh liberalnih mišljenj, toliko, ker najde toliko ruske, pa to se mora samo živeti, pa tako naprej. Ker pogledajte, kultura sama po sebi, kot taka, profitabilna nikoli ni, če jo merimo samo skozi denar, če jo pa menimo skozi nek prispevek, ki ga daje narodu in na nek način, kako narod oblikuje, je pa to nepredstavljiva vrednost. Ja, minulo soboto ste v Mislinji podeljevali najvišja priznanja Planinske zveze Slovenije neutrudnim prostovoljcem. Imeli ste tudi slavnostni nagovor v odsotnosti predsednika. Naj pa povem, da je bil med nagrajenci tudi naš član Planinskega društva Brežice, Franci Kržan, ki mu v tej priložnosti, mislim, da je to prej ste ga videla, ja je, mu lahko tudi zaploskamo. Me pa zanima, kakšna je po vašem mnenju prihodnost prostovoljnega društvenega dela. Ali je morda težnja po čim večji profesionalizaciji? Mislim na planinstvo, na to nisem mi napeljala to, ker slišimo, da bi se profesionalizirali planinski vodniki, potem gorski reševalci, pa verjetno še kdo. Kakšno je vaše mnenje kot tega? Ja, to je seveda zelo aktualno vprašanje in če bi ocenjeval zadevo samo po razmerah, kot so ta trenutek pri nas, je težko biti velik optimist. Ampak, če pa pogledamo, kako planinstvo funkcionira tudi v teh centralnih alpskih državah, Avstrija, Južna Tirolska, na koncu Italija, kot celota, Francija in tako naprej, brez prostovoljstva planinstva ne bo. To moramo vedeti. In to ne samo v tistem delu, ko govorimo o vzdrževanju poti planinskih koč, tudi v ostalih vsebinah, kot so delo z mladimi in tako naprej. Brez teh ljudi, ki to počnejo s srcem in prostovoljstvom, tega ne bo. Ja, gospod Eržen, skoraj se izteče drugi mandat na čelu Planinske zveze Slovenije predsedniku in vsem trem podpredsednikom. Ne povem, da sta podpredsednika v gospodu Erženu še Tone Jesenko in Roman Bonepček. Kaj bi izpostavili kot poglaviten premik v tem času? Zdaj, jaz mislim, da je v tem mandatu, ali pa v dveh mandatih, kar je predsednik Bojan, da bi narejen kar en velik premik v delovanju Planinske zveze. Eden izmed tistih stvari, ki se mogoče na lokalnem nivoju stvari niso toliko vidno, je tako imenovani kataster planinskih poti. Ne glede na to, da ima planinci že 100 let, odkar planinska organizacija obstaja planinske poti, je pač prišel čas, ko smo morali tudi to urediti, tako da bojo zdaj, ker obstaja zakon o planinskih poteh, da bojo te stvari prepoznane kot uradna infrastruktura in s tem imamo tudi možnost, da zaprosimo sploh sredstva za vzdrževanje takih. To je en tak velik korak, na prvi pogled ne izgleda, ampak zadaj je pa vloženo do ogromnega trga. Ne nazadnje, pogledajte, tudi taka stvar, zelo banalna, da Aljaž Ostvar je bil leta 1999 izglašen za spomenik državnega pomena, ampak država ni določila upravljavca. In potem se je to tam gor vzdrževalo, kot se je, z nekimi dobrimi nameni, ampak več od tega, kot se nek državni spomenik vzdržuje. Tako da smo nekako veseli, da ima zdaj Aljaž Ostvar zopet svojo parcelo, tiste, ki ste jaknik, kot je Aljaž kupil,
in da je država končno določila upravljavca, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine ob našem sodelovanju, tako da upamo, že zdaj lahko povem, da drugo leto bo Aljaž Romov iz vrha Triglava na sanacijo v dolino, ker ga je gor nemogoče popraviti, ker pač tukaj rabimo orodje in vse te zadeve. No, to so take stvari, ki so recimo. Tako je, bom rekla, Planinski zvezi in planinstvo ste dali kar precej svojega časa, znanja, energije, najbrž ste odredili tudi družinsko življenje, kdaj temo. Kaj pa je Planinska zveza in planinstvo dalo vam? Ja, ta vprašanje pa večkrat doma slišam. A veste, kako je, ne? Za mene je bilo pravzaprav ta planinstvo vedno neka druga služba, če temu tako rečem. Sicer taka prostovoljna, ne? In človeku tudi služba vedno nekaj da. Ali ti da neko strokovno širino, da ti nekaj slike z ljudmi in tako naprej. Če gledam planinstvo kot tako, seveda za mene osebno je že, ko ta planinstvo tudi malo zgodovinsko greš, jaz sem imel možnost tudi mečko zgodovinsko se poglobo, ne, občutiš veličino tega planinstva, ne, in da si potem en del tega, to je kar v ponos vedno, skozi tisto, kar smo v društvu počeli, naj si bo investicije v ratih, ne vem, obnova Aljaža do doma, Škramerjev dom nov, elektrifikacija, čistilne oblasti. To se vsako področje ti da en pogled zopet na to problematiko, spoznaš nekaj novega, ko greš potem proti vodstvu Planinske zveze, spoznaš vso to širino delovanja, stiki s tujino, izredno pomembni, srečaš ljudi, preverjaš tiste svoje usmeritve, pa ne samo svoje, tudi organizacije, ki jih ima z drugimi organizacijami. In to so stvari, ki pač so tako pozitivne, da nekako te gradijo tudi kot osebnost, to se pravi in strokovnem in nekaj, če rečem, temu duhovnem smislu, če hočete. In to so vrednote, ki si jih ne da meriti z nekimi merili taki, ki jih nas običajno merimo ali skozi finance ali karkoli. Jaz sem v tem delu res lahko pravzaprav vesel, da sem možnost imel, da sem počel. Ampak, ker mi nocoj beremo gore, bi pa vseeno zaključili ta pogovor s vprašanjem, kaj pa vi berete, kaj bi vi priporočili, da vzamemo z področja planinske literature v roke? Joj, to je tako široko področje, ne? Pa mogoče bo zvedelo malo... Razen Kekca, ne, ki ga bomo ja, ponovno brali. Pogledajte, jaz sem v svoje čase tako z užitkom bral Janka Mlakarja, ne, si poznate te nekaj iz mojega nahrbtnika in tako naprej, ki je zelo tako na tak človek, ki potoval po vseh Alpah, ne, že in to zdavnejše, ko so bile še seveda prometnice, so bistveno drugače ogromno pešne in to zelo to na tak širil način pisati, da ti kar vlekle, ne. Potem so bile take impresivne knjige teh prvih usvajalcev v Himalaji, recimo Teraja, Leonela Teraja, prvega Francoza, ki je bil na Manipurni, usvajalci nekoristnega sveta, če je to bral. To je bila taka knjiga, ker res mobilen tak velik otis. Da ne govorimo o Edvardu Wimperju, to se pravi človek, ki je prvi prišel na Matterhorn s tistim njegovim potepanjem po Alpah in potem s tem opisom te tekme za vrh Matterhorna, pa kar je kar, ja same pije. Ja, tako da jaz velikokrat sežem v knjigah, ki sem jih tudi kdaj prebral, pa jih v različnih življenjskih obdobjih, ko še enkrat prebiraš z izkušnjami, ki si jih v tem času ne bereš, z drugačnimi očmi bereš. In to je tista, za moje pojme, neka dragocenost knjig, ko ti seveda nek svet potem pričarajo. Brati Mestnerja, recimo, s to njegovo tudi malo filozofsko poanto, Doživljena gora, je zopet nek izziv, da ne govorimo o Zapotniku, z njegovo potjo, ki je ena taka zadeva, ki bi skoraj rekel, bi pa moral res predrati, ker je pač tudi neko vodilo tako.
Hvala lepa za te namige. Marsikaj tega imajo, a ne direktorica, tudi v brežiški naši knjižnici, tako da imamo malo usmeritve. Gospod podpredsednik, hvala lepa, odstrli ste nam marsikateri pogled. Veliko tega ste nam povedali, še veliko več bi nam seveda lahko. Morda se bo še kdo potem pojavil pri vas s kakšnim vprašanjem, ki ga nisva načela. Hvala lepa in srečno pot nazaj v Kekčevo deželo. Gospod Miro Režen, gospa Milena Jesenko, tudi mi se vama zahvaljujemo za povrkovanje in vama tudi v prihodnje želimo prijetno pohajkovanje po raznovrstnih planinskih poteh in naj vama na vrhu gora še naprej srce igra, sonce, obraz opsije in vrček zdravja nalije. Nocojšnjemu druženju pozdrav, pa besedi vabim direktorico Brežiške knjižnice, magistrico Teo Belkoč in predsednico Planinskega društva Brežice, gospod Anico Hribar. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, spoštovani gostje in sodelujoči. Povezovanje, sodelovanje in ustvarjanje veselje navdaja s pozitivno naravnanostjo. Kakor smo danes že slišali, je bil slednji prežet tudi navihani Kekec. Da gre v tretje rado, potrjujemo predstavniki Knjižnice Brežice in Planinskega društva Brežice. Skupaj smo oblikovali zasnovo današnjega druženja, sodelovanjem odličnih mladih pevk in pevcev ter bralcev in njihovih mentorjev iz osnovne šole Bizeljsko, ki so nas pa že zapustili. Iskrena hvala vsem za ta poklon goram in slovenskemu jeziku nasploh. Skupaj pa dokazujemo, da so lokalne naveze trdne, sodelovalne in povezovalne. Vandotova dela pa svet dal dokaz ljubezni do domačega kraja, gorate okolice in ljudskega izročila. To so pripovedi, ki ne zbledijo. V teh zimskih večerih jih podoživite tudi vi. Ja, tista misel mi je bila všeč, da smo, všeč mi ni, ampak je dejstvo, da smo v fazi divjega kapitalizma. In to čutimo, mislim, da vsi zaposleni v gospodarstvu, v javnem sektorju, prostovoljci, delavci v društvih in na vseh področjih dela. Zaradi tega menim, da je še toliko bolj pomembno, da se združujemo v društva, da smo aktivni, da se povezujemo in da imamo med sabo številne kekce, jaz bi rekla, da so to naši vodniki, ki popeljejo mnoge naše občane, da gredo tja, kamor si mogoče sami ne bi upali in da tam lahko najdejo stik sami sabo. Zelo pomembna je seveda tudi literatura, mislim, da tudi po njej radi posegamo, kajti to je pa drugi način, kjer iščemo stik sami sabo in iščemo tudi resnico in odgovore na svoje notranje vprašanja. Zahvaljujem se predvsem Mileni za pripravo današnjega večera. Mislim, da je ta pogovor z podpredsednikom bil za nas vse izjemno zanimiv. Da pa ni pri nas v vodi veritas, ampak da je v vino ta resnica, pa smo pripravili v društvu za našega podpredsednika eno stekleničko, za našo Mileno pa en kozarček medu, da se bo potekala v teh zimskih dneh. Hvala vsem. Obema se zahvaljujem za izrečeno, ko sem vam, ljubiteljice in ljubitelji gora, pa iskrena hvala za ta skupni večer. Najlepše pri vsem pa je, da ga še ni konec. Zato si vzemimo čas in ga skupaj podaljšajmo še z druženjem. Ob letu obsorek pa z dogodkom znova počastimo naš prelep gorski svet. Hvala. Dobro voljo prinudi, v eni roki jutro si sonce, drugi roki zlati svet.
Jaz pa